Dober dan, koliko izmed vas bom zdaj nagovorila? Kolikokrat se vprašate pa, zakaj sem brez denarja in kje sta moj čas in denar? Vsakršen nasvet nam v tistem trenutku prav pride, ne? Vsaj takole je zapisano veliko tudi v tej knjižici, sicer ne gre za prodajo, ampak vam bomo kaj več povedali. Torej, tekom današnje oddaje, ko smo v goste povabili podjetnika, gospoda Aleša Babiča, ki v bistvu sam živi tudi tisto, kar govori, ampak kaj se je vendarle spremenilo mogoče? Kje so kakšni hakaci, če se lahko tako izrazim? Gospod Aleš, pozdravljeni. Zdravo. Tale čas, denar, zakaj sem brez denarja? Ne? A ste bili tudi vi kdaj, da izhajate iz tega? Definitivno. Seveda, vsaka izkušnja ti prinese eno stvar. Recimo, zakaj sem se začel s tem ukvarjati, je bil razlog čisto v otroštvu. To pa zaradi tega, ker pač moji starši so bili so imeli nekaj denarja, ampak so zapravljali za neumne stvari. In potem te stvari, ko so ga zapravljali, sem tudi jaz vedno se moral izposojati sosedom po denar in tako naprej. In to je bilo pač seveda mene moteče. In potem, ko sem pač šel od doma, pri 17 letih, sem rekel, jaz tako definitivno ne želim živeti. In takrat sem si postavil neke določene cilje in zaradi tistih ciljev sem se lažje odrekel tistim umetnim željam. In potem za tistih umetnih želj, ker sem se odrekel, sploh se nisem odrekel, ker mi je bilo to kar veselje isto početi, ker imaš jasen cilj, se ne račun to odrekati. Po eni strani, zarekati ni težko se odreči. In pol seveda skozi tisto, potem prišel od tega, da smo potem pospali tudi, vlagal sem kasneje v podjetje in postalo tudi kasneje kar uspešno podjetje. S čim se ukvarjate konkretno? Mi konkretno se ukvarjamo z produkti, kateri zmanjšujejo stroške, kar je povezano z knjigo. Izmed teh produktov imamo pač 3 take fenomenalne produkte, to so IR paneli, IR ogrevanje, kar je definitivno full trend po celem svetu. Potem en IR regulator smo razvili, prvi IR regulator na svetu, ker ga bomo v bistvu tržili po celem svetu. Kaj je to? IR regulator, to je v bistvu kot, ki regulira IR panele in je poraba 25% manjša, ker nima histerize. Pa porabiti sproti meri in tako naprej, res ena fenomenalna zadeva. To pa eno termobarvo, to je v bistvu fotokeramične kroglice, ki odbijajo toploto od sten nazaj v prostor. No in marsikdo, ki se sprašuje, zakaj sem brez denarja, mogoče sploh ne more razmišljati o takšnih nakupih. Kje so potem mogoče tisti triki, ki bi jih lahko predali našim gledalcem? Torej, kje delamo najpogostejše napake? Mislim, da je vzrok čist globlji. Vzrok je globlji v tem, da ko enkrat človek ve, kaj hoče, ko ima en cilj pred sabo, zato moramo veliko časa usmeriti v to, kar hočemo v življenju. Ko enkrat veš, kaj hočeš, potem se lažje seveda odrečeš tistim umetnim željem, ker večina ljudi, mislim 90%, želj različujemo tistih, kateri niso prave naše želje, ki so umetne, ki so nekje vsiljene od drugod. In bolj kot mi različujemo druge želje drugih, želje medijev ali pa kaj, potem bolj smo nesrečni. Premalo se potem zavedamo tistega trenutka zdaj. Bolj ko se zavedamo trenutka zdaj, manj imamo spet teh želj. Ko imaš pa enkrat jasen cilj, tisti pravo željo na koncu, potem lažje greš po poti in potem, ko greš lažje po poti tiste, tisti cilj veliko lažje uresničiš. Ko enkrat to porišeš za sam sabo, kar hočeš, pa potem tukaj vso znanje, recimo če hočeš biti podjetnik, da vso znanje vmes pridobiš tisto znanje, ki ga potrebuješ, da boš lahko uspešen podjetnik. Pa seveda, da vmes tudi pametno delaš z denarjem, to meni, da vlagaš denar v stvari, ki ti dodatno vrednost prinašajo, ne pa stvari, ki ti jemljajo vrednost. Tudi na koncu, če greš v kakšen kredit, ni problem. Krediti so lahko zelo dobrodošli za večino podjetnikov, ker znajo z denarjem delati, ker imajo v bistvu finančno inteligenco, je kredit lahko dober. Zaradi, ker z kreditom ti delaš v bistvu več delaš bolj uspešno podjetje, tudi na koncu imaš več denarja. Če pa ti recimo vlagaš, jemljaš kredite recimo za stvari, ker te pa jemljajo dodano vrednost, potem pa gre seveda dol. Ampak to je to, kar ste rekli, ne jemljajo vrednost. Kako pa naj vemo, če že imamo nek finančni problem, očitno nekaj ne vemo. In torej tisti, to, ko govorite, verjetno morate biti zelo dobro finančno pismeni, da veste, kam vlagati, denar. Marsikdo pač, ne vem,
če se zdaj gremo na poprečno, na neko poprečno plačo, živimo iz meseca v mesec, nekaj malega prihranimo, ne? Tako zdaj razmišljam, ne? Torej je potrebno se dobro finančno opismenjevati. Definitivno. Najprej definitivno moramo vlagati v neko izobraževanje. Čim več izobraževanja na področju komunikacije, odnosov, podjetništva, tistega etičnega podjetništva, ne, v bistvu. Ko enkrat, pa potem sploh, da če že počnemo kaj, ne, da počnemo nekaj z vizijo, z neko poslanstvom. Če zdaj vedno več podjetij, tudi večjih podjetij, ne, tudi recimo direktorov večjih podjetij. Recimo mi smo tudi zdaj zaposlili v Zagrebu, ne, smo odprli podjetje, smo zaposlili recimo bivšega predsednika uprave Narodne novine. Ne. On v bistvu v tistem podjetju se ni našel, zaradi tega, ker ni več nobene vizije, vse je politično nastavljeno. Ne. In je rekel, da nima nobene vizije, nobenega poslanstva. Ne. In v bistvu pri nas direktor je rekel, tu vidi neko vizijo naprej, neka zgodba, živi za to, nima problem delati, ne, tudi 14 ur na dan. Ne. In tudi tisto določene ljudje, ko bodo začeli spreminjati tudi prave vrednote, ne, za svet, bo tudi začela ta večja podjetja začela počasi propadati, ne. Če ne bo spremenili vizije, ampak ta večja podjetja je zelo težje spremeniti. Zdaj v bistvu v prihodnosti bo v tem, da bo mogoče katera manjša podjetja lahko trdna, bolj uspešna, ker imajo vizijo, so fleksibilne in tako naprej. Ne. Recimo ta večja podjetja niso fleksibilne in imajo nekaj prednosti večja podjetja, imajo pa veliko slabosti za prihodnost. Ampak to, ko ste rekli, ne, o posameznikih, veliko govorimo o tem v oddaji, točno to, kar ste vi omenili, ne, da je potrebno imeti cilj, živeti za ta trenutek tukaj zdaj, spoznavamo različne tehnike, ne, konkretno, ampak je tako, da včasih mislimo, da je nekaj dobro za nas, potem pa vidimo, da se ne najdemo, moramo biti na tem delovnem mestu, zato da si plačamo račune in potem je tukaj ta tehnica, ne. Nekaj o tem, kar vi govorite, ker je podjetje vaše, ker imate cilj. Marsikdo pa dela za vas, poglejte, niso vsi na tem delovnem mestu, kot ste vi. To je res. Tudi v podjetju, ne, vsak posameznik, recimo, če seveda ni podjetnik, ne, da se najde neko delovno mesto ali pa da gre delati v kakšnem podjetju, v katerem ima podjetje nekaj, pač, ko se rekel, ne, vizijo, pa neko poslanstvo, to oni morajo najti v tem podjetju, potem bo definitivno bolj uspešen, ne. Če se najdete skupaj, tudi recimo vedno več ljudi, ko bo imeli recimo, zdaj spravim, ne, tudi bilo kaj zadelamo, ne, moramo dati nekaj denarja na stran, ne, poskušati vsaj, ali pa mogoče kakšno dodatno delo delati, da se nekaj denarja pošparamo, ne. Potem bomo lažje preusmerili z nekega slabega delovnega mesta, slabšega podjetja v podjetje, katero ima vizijo, pa kar ima dobre odnose, ne, pa dobro komunikacijo v podjetju, ne. In potem, ko imaš nekaj denarja na strani, ne, potem lažje to preusmeriš. Problem pa je v tem, ker ljudje delajo cele dneve, ne, v enih podjetjih, ker jih ne veseli, ali pa dela kakšno delo, kako niti blizu ni, ampak dela nekaj, kar v bistvu je škoda, tudi za svet, ne. Ampak ne mora pa se preusmeriti, ker nima nič denarja na strani, ne. Zato pa je ful pomembno, da ljudje začnejo vse pri malenkostih nekaj varčevati, ne, vse nekaj denarja dati na stran. Pomeni, da je v bistvu nekaj varčevanje, prihranki so varnost, ne? Ja, ampak ni to absolutna varnost, ne. Varnost je taka zadeva, varnost je takrat, ljudje lahko čutimo, če imamo nekaj denarja na strani, neko varnost, ampak to definitivno ni absolutna varnost, ne. To je zanimivo, ne. Svoboda, bolj ko se ljudje, ko živijo v trenutku, pa ko se zavedajo življenja, bolj so lahko svobodni, bolj so fleksibilni. Več ko imaš znanje, bolj si lahko fleksibilni, manj te je strah, manj rabiš varnosti. Ne. Bolj ko si ti oklupljen v neki sistem, bolj ko te je strah, manj ko imaš znanje, več varnosti potrebuješ. Ne. Ja, razumem. In tudi, če si ti trenutno zdaj recimo lahko uspešen podjetnik in če imaš v glavi v bistvu pošlihtane zadeve, ne, tudi če zdaj propadeš, ti ni to problem, ampak ti je vse izziv, ne. Zdaj Američani se verjetno bolj tega zavedajo, ne, kot pa mi Slovenci. Mi Slovenci, če nekdo propade, že tako avtomatsko slab, pa ga vrednotimo, mislim, ocenimo kot nekaj slabšalnega, ne, ampak v bistvu je pa izziv to, da ti rasteš, da se spreminjaš, da živiš, no. Saj v bistvu življenje nič nekaj druga kot spoznavanje samega sebe, tistega trenutka, da živiš v trenutku, hkrati pa neke cilje uresničuješ, ker v bistvu mora biti s tabo povezano s svojim poslanstvom, ne. Ja, ampak ko si torej v nekih
finančnih zagatah, ne moreš tako z lahkoto razmišljati, ker moraš ven iz tega vzorca, zato pa potem iščemo nasvete. Vi ste jih dali v bistvu v to knjižico tudi, ne? Ja. Sicer ste napisali knjigo že, 15 let nazaj. Kaj bi vi spremenili, ker sigurno ste prišli do neke točke, ko vam tisto, kar ste prej zapisali, ne zadostuje več? Ravno to, ne. Zdaj razmišljam seveda malo drugače. Nasveti tiste, ki so bili včasih, mislim, kar so v knjigi, še vedno veljajo, ne rečem, da ne veljajo, še vedno so isti. Lahko je samo razlika v tem, da potem kasneje prideš do tiste nekega absolutnega nasveta, ne. Prej bi tisto, da se držiš neki nasvet, delaj to, boš to, ne. Ampak kasneje spoznaš, da tudi to ni dovolj, ne, da v bistvu, kot sem že prej razlagal, ne, ko enkrat se začneš zavedati, pol živiš. Zdaj recimo, če nekdo prebere knjige in se drži točno knjige, kar piše v knjigi, ne, in da ni tudi malo zraven tudi kritičen do knjige, potem mu knjiga lahko škodi. Vedno moramo biti kritični, ne. To mi vsako stvar, ko preberemo, vsako stvar, tudi šolske sisteme, moramo biti kritični do šolskega sistema. Tudi do religij bi mogli biti kritični, ne. Ne pa, da kar nekdo nekaj reče, ne, pa se držimo tega, ne. Pol pa ponavljamo 17 let iste stvari. Ko bomo enkrat postali malo bolj svobodni glede tega, malo bolj tudi, ni narobe, če si ti kritični, ne. Narobe je pa, če ti recimo z nekim slabšalnim namenom proti tistim govoriš, ne, potem, ampak da si v bistvu opazovalec, ne, ne da si neki najstnik, da se vsem opiraš, tudi to je napaka, ne, ampak da malo z drugačnim vidikom gledaš, potem bomo postali vedno bolj svobodni, ker vse stvari, vse dogme, vse, kar se je zdaj dogajalo v svetu, ne, smo se nekje naučili, ker mislimo, da je prav. Na koncu, ko to vidiš, da vse, kar je, da je vse naučeno, ko se enkrat tega vsega zavedaš, potem vidiš, da ne rabiš veliko. In potem postaješ vedno bolj svoboden, manj te strah nekih tveganj. Vidiš, da ne tvegaš veliko, ne. Bolj tvegaš takrat, ko ne tvegaš, ne. In ko se enkrat tega zavedaš, bolj si upaš biti podjetnik, bolj si upaš tudi službo zamenjati, ne. Recimo, manj potrebuješ stvari, več denarja se lahko daš na stran. Več denarja, ko se daš na stran, lažje potem, ko imaš nekaj denarja sveda na strani, prej sprejmeš kako službo, kar je blizu tebe, ne, da se uspediš s tistim direktorjem. Bolj, ko si ti v tej podjetjih delaš, ta podjetja bo bolj uspešna. Ne, ker bo ta podjetja bolj uspešna, tudi ti kot recimo kupec, pa kot nekaj zaposlen v firmi, ko boš podpiral ta podjetja, ne, recimo z nakupi, pametnimi nakupimi, kvalitetnimi nakupi, ne, da kupuješ stvari, ki ima dodano vrednost, bo ta podjetja bolj uspešna. Ko bo ta podjetja bolj uspešna, bo svet na koncu lepši, ker ta podjetja bo zaposlovali spet take ljudi, ki ima spet vizijo, ko želijo v takih podjetjih delati. In bo definitivno svet lepši, ne. Zdaj pa ljudje delajo recimo v nekih določenih podjetjih, ker v bistvu delajo škodo svetu, ne, ampak ker se ne upa tam pustiti, ker nima, sploh ne vejo, nima varnosti, ne, strah jih je, ne, in ker jih je strah življenja, ne, potem na koncu seveda ne moreš nič tvegati, ker se ne upaš tvegati. Potem si tudi verjetno v negativnih občutkih, to privablja drugo situacijo in kot sem uvodoma vaše besede povzela, bolj ko si navezan na denar, manj ga imamo, torej smo negativno, privablja negativno. To je to, ne, zaradi bolj ko nas je strah, slabša komunikacija v glavi, 150% časa pravimo samo zato za neko komunikacijo v glavi, ne. In samo zato pokvarjamo s tem, ne, nekimi odnosi, namesto da bi tako rešili zadevo, pa se pogovorili s človekom, ne. Tudi moja definitivno bila tudi napaka v preteklosti, ne. In hitreje gre stvar naprej, ne. Bolj ko smo navezani na neko hišo, recimo, ne, težje se ločimo, ne. Manj ko smo navezani na stvari, isto bolj, ko smo navezani na partnerja, slabše so odnosi. Bolj, ko se partnerom pač komunicirata, ne, normalno, ne, če nekdo nekaj reče, si navezan na neko idejo, potem so tudi tam lahko težave. Isto je recimo ideja na določeno navezan na neko idejo o podjetništvu, ne. In vztrajaš pri tisti ideji, čeprav tista ideja že ful zastarela, ne, pa vprašanje, če je ta prava, ne. Ampak če si direktor in imaš svojo pot, denar je v tem primeru moj, ne? Ne, ideja recimo, mora biti neki cilj, ja, imaš neko idejo, recimo, naša ideja je, da ljudem zmanjšujemo stroške, ne, z knjigo in z produkti. Če se kasneje zgodi, da en produkt pride kasneje, kateri je bolj občukovit, moramo vztrajati pri nekaj določenih, tako v knjigi sem pisal tudi časje nazaj, v eni prvi knjigi, najboljša je to pač toplotna črpalka, ne. Svet se spreminja, ne. Za večini teren toplotna črpalka gre počasi dol, ne, zaradi, ker, mislim, še vedno zaradi medijev raste, ne. Ampak, če gledamo širše,
Pri pasivnih hišah, nizkoenergetskih hišah je neumno stati topotno črpalko notri v realnosti. Ok, jaz sem neko moč zameral, ampak treba širše gledati. Ne. Recimo investicije ne rabimo, tam so tako male porabe, ne rabimo komplicirati. Bolj ko kompliciramo, manj imamo denarja. Bolj ko nas je strah, bolj ko verjamemo v nekim medijem in energetskim svetovalcem, ki jih je 90% plačancev. To niso neodvisni ljudje. Ne. In to je problem. Bolj ko smo kritični do vsega, medijev, bolj bomo spoznali resnico. Bolj, ko smo kritični. Te nasvete in v bistvu še mnogo več lahko dobite, oziroma ne vsi verjetno, koliko jih boste podarili, kolikor bo zanimanja, oziroma vsaj 3? Ja, lahko 5. Nekaj gledalci, torej če potrebujete nasvete, bi imeli knjigo, bi radi še kaj več prebrali, se podučili, knjigo lahko dobite ali preko spletne strani, samo mail pošljete na info@ekosen.si, z nami je gospod direktor Aleš Babič, ali pa pokličite na številko 080 30 10. Tako da praktični nasveti, ampak zdaj ste govorili o podjetništvu, miselnost naprej. Se lahko ustaviva in greva korak nazaj? Kje lahko začnemo? Če ima nekdo, recimo, povprečno plačo, mogoče pokojnino, kje privarčujemo? Najprej v bistvu moraš čisto vse, kar ima prihodke, pregledati tiste prihodke, ki jih ima, napisati neke zvezek ali pa nek Excel, vse prihodke in potem vse odhodke. In potem pri tiste odhodki, ki jih ima, oceniti 1 do 5 ali pa 1 do 10, ali tisti dohodek, odhodek smiseln ali ni smiseln, ali prinaša neko dodano vrednost prihodnosti ali ne. Ali se lahko temu potem odrečem ali ne, ali bom zaradi tega v življenju bolj uspešen, tistega produkta, ki ga kupujem, ali ne. Pač da čim bolj racionaliziraš tiste nesmiselne stroške, daš v stran, tiste ta boljše, tiste denar, ki pa ti ostane, pa ga vloži v tiste, kar so smiselne, kar ti bodo dodano vrednost prinašale. Denar samo smer v tiste koristne stvari, kar ti bodo prinašale dodano vrednost prihodnosti. In tiste stvari, ki pa ti ne prinašajo, samo to moramo početi. Potem, da se zavedamo to, kot sem že rekel, da naredimo vsega, znotraj polno nekaj na svetu, recimo, ne vem, ko kupujemo tudi hišo, recimo, tudi treba seveda, da rabimo velike hiše, recimo, vsi mislimo, da moramo imeti, ne vem, hišo točno zidano, trdno, vprašanje, če to boljše, lahko mogoče montažna hiša, ker je hitreje narejena, ker tudi čas je zelo dragocen, vedno manj časa imamo ljudje. Ampak včasih se zgodi, da ravno, ko želimo prihraniti pri času, ga velikokrat porabimo, ker ugotovimo, da pa so bile neke stare stvari mnogo boljše, trdnejše, dlje časa zdržijo kot te novodobne, ne vem. Dejstvo je, ja. To je sicer široko področje, ker težko je, sem samo tako dodala. Spet odvisno od stvari. Recimo neko stvar, ko ljudje gradijo velike hiše, ko so gradili včasih, potem za svoje otroke in tako naprej. To smo prišli pač do tega, da tega ne rabimo, ker vsi otroci, večina otrok grejo doma. In potem seveda, ko že gradiš hišo, recimo, da obrneš seveda na pravilno mesto, da je čim več energije infrardeče toplote od sonca, ker je v bistvu najbolj zdrava toplota. Potem seveda druge stvari, recimo, ne vem, če že kupuješ, da tiste stvari, ki kupuješ, da recimo, ne vem, vse reklame, ki prikazujejo, ne vem, ko uporabljam šampon ali pa druge stvari, uporabljam tega preveč, ne vem, zobno pasto, recimo po celem ljudje, ko v bistvu je mogoče čisto mala zrnca, pa že čisto ok. Mislim, tukaj probamo pri teh stvareh zmanjšati, isto hrano, Mi 40% hrane gre skozi naš želodec, jo vržemo proč, ker je v bistvu, da potrebujemo, preveč pojemo, ampak to je v bistvu ponovno nezdrave hrane. Če mi lahko imamo 40% manj hrane, pojemo pa tiste kvalitetne, recimo ekološko predelane. In pa še to, da tako v bistvu, ker nekaj hrane vržemo proč, to pomeni, če bi vsi skupaj zašteli skoraj 50% hrane vržemo proč, skozi. Ne tisto, ki so ljudje, ko res nimajo denarja, tiste ne, ampak govorim za srednji sloj, to počne, ampak srednji sloj se premalo zaveda, da prihajajo časi, večina srednji sloj v največjih kreditih, in prihajajo časi, ko službe se hitro menjavajo, če oni ne bojo nekje specialisti v nekem področju, res kvalitetni, bodo imeli kasneje v prihodnosti probleme tudi za službo.
pa zelo pomembno, ni toliko pomembno znanje, ampak čustvena inteligenca. Ne. Jaz recimo raje zaposlim človeka, ker ima bolj urejeno čustveno inteligenco, kot pa zelo znanje, ker tisti ti je lahko, ker ima ogromno znanja, določeno področje, znanje se da pridobiti. Odnose, komunikacija, čustveno, tukaj pa je malo težje, to pa mora biti človek pač na pravem mestu. In ta človek lahko naredi več koristi za podjetje, kot tisto, ker ima samo znanje, ne, nima pa urejenih komunikacije. Zato več moramo delati na teh čustveni inteligenci, kot pa samo na IQ. Ali vi tudi svetujete vašim zaposlenim, glede na to, da dajete nasvete ljudem, ki pač vas prosijo za to, ne, oziroma pokličejo? A kdaj pride kakšen zaposleni, čisto tako malce potipam na drugo področje, bi mu svetovali, se odprejo, naprimer, gospod Aleš, glede na to, da govorite o tem in tem, bi mi povedali, v katero smer ne grem, kaj je dobro, ker očitno sam nekaj ne znam. Aha. Ali ne upajo pristopiti? Ne vem, mi v podjetju se pogovarjam kot prijatelji, ne. In definitivno se pogovarjamo skozi, ko sem z njimi, ne. Gremo seveda tu na to temo, ne. Ker jaz sem pazil to, tisti recimo zaposleni, ker so imeli, ko imajo finančne težave, tisti so ponovili slabši zaposleni. Čakaj, tisti, ki imajo finančne težave, so slabši zaposleni? Slabši, manj dodane vrednosti prinašajo v firmi. Ne. Nekdo zaradi, ker oni gleda z vizijo poslanstvom, recimo, ali pa recimo, če gledam kot prodalec. Ne. Prodalec, tisti, ker je vedno brez denarja, ne, na začetku tisti, potem slabši prodalec. Zakaj? Stranka hoče na silo nekaj prodati, ne. Stranka to začuti, dolgoročno to ni dobro za njega, ne, in tudi ne za stranko, ne, in tudi ne za podjetje. Zdaj nekdo, ko ima to urejeno, ve, da ima nekaj denarja na strani, potem počne, zato ker pač za poslanstvo počne to stranka začuti, in ko to stranka začuti, veseljem od njega kupi, večje zaupanje. In to se na energiji se čuti zadeve, ne. Ti so definitivno boljši, recimo tudi odnosi so drugače, recimo direktor zaposlen, če nekdo ima urejene stvari, ne. Zato pa tudi v podjetju ni problema dati višje plače, ne, sploh ne. Zato je fajn, da je neki variabilni del v podjetju, ne, ali pa da so recimo neki procenti od celotne prodaje, so delajo tako malo v podjetju, ne, da so deležni, ne, in potem malo skupaj kot celi tim rastemo, ne. To se mi zdi pomembno, tudi v podjetju je to narejeno, da ni samo tisto, da ima samo podjetnik od tega. Res pa je, da tisti sodelavci morajo dodano vrednost prinašati podjetju. Če ga ni, ne, bo žal moral iti. Zdaj, če nima dodane vrednosti, mora gledati samo to, ne. Ok, moja plača se je pokrila in to je to, ne. Ne, potem podjetje propadlo. To pomeni, da sam sebi da odpoved. Ni nujno, ni slučaj, da nekdo dobi odpoved, ne. Velikokrat je sam odgovoren, ampak on takrat misli, ja, glej, podjetnik je slab, ne, šef je slab, ne. Ampak ni nujno, da je to res, ne. Recimo, če bi vsi podjetju dodano vrednost prinašali, ne, tudi direktor seveda je odgovoren, da pravočasno opozori nekoga, če mu ne prinaša dodane vrednosti, ali da ga zamenja, ali pa da se spremeni, ne. Torej neko drugo delovno mesto, kar je bliže k njemu, če se tu recimo v tem podjetju ne vidi, ne. Ni nujno, da on je slab, mogoče se tukaj ne vidi, mogoče on je bolj umetnik, ne vem kaj, ne. In boljše je na drugo področje. Ne rabite zdaj skregati med sabo, ne, ko so že dali prijatelja. Ampak ne znajo mogoče vse vodje pristopati, videti različne karakterje, ne? Pač opažam, ja, nekateri veliko delajo na tem, se izobražujejo, pa vendar ne, in tukaj imajo manko in komunikacije in videti, kakšen tip osebnosti je kdo. To je v bistvu kar zakomplicirano, no. Zato meni se zdi pomembno, da v podjetju, mi imamo veliko izobraževanj v podjetju, da smo imeli ravno o komunikaciji, odnosih, o prodaji, o vodenju tudi na koncu, ne, da recimo tudi sodelavci, ne, spoznajo, da se v bistvu spoznajo tudi druga področja, ne, ali pa ta področja komunikacije, ne. In recimo, če podjetje vlaga v izobraževanje, pa da vsi skupaj v podjetju rastejo, ne, tudi z znanjem. Problem je, če samo direktor izobražuje, sodelavci pa ne. To pomeni, da podjetnika, direktora znanje raste, ne vem, 10% na leto, recimo, da pač na pamet govorim, recimo sodelavci pa se nočejo izobraževati, ne. To pomeni, da bo preko slej odpadli, preko slej odpuščeni, zaradi ker se nočejo izobraževati, ker pridejo na seminarje, ko so povabljeni, recimo, ne. To se avtomatsko zgodi, zaradi ker je razlika, recimo podjetje 10% vsako leto raste, ne, mislim kot znanje, ne, en sodelavec pa se tega ne želi, ker znanje ni pomembno, ne. On bo na koncu 100% več znanja ima, kot recimo en sodelavec, ki se sploh noče izobraževati. Avtomatsko bo odpadlo, ne.
Zaradi tega pa, če vsi raste skupaj, vsi poprečje, ne vem, 10%, ne, znanja, pa če se na pamet govori procentih, to meni, da definitivno bo vsi ostali v podjetju, skupaj bo rasli. Isto računovodkinja, če se računovodkinja, imaš eno zunanjo računovodkinjo in če se ona ne spreminja, da kljub temu raste kot podjetje. Podjetje raste, to meni, da rabi več znanja računovodkinja, ne, če tega nima, ona še vedno ostane pri tistem SP-u še, recimo, ker ima na začetku, ko ima podjetje SP, recimo, ne. To meni, da podjetje tudi računovodke boš mogel menjati, ne? Ker ti boš te računovodkinje se lahko delo škoda, zdaj, ker ona ni navajena, ona rada na eni coni obdobja, ne? In potem v tisti coni obdobja, ker pač rada tam živi, ne? Nima nekaj interesa rast, ne? Boljše, ker potem boš ti zahteval znanje, to pa na koncu komunikacije slabe med vama, ne? Zato nič narobe, ne? Če se ena, dva poti skupaj, da sta, ne? Pa nekaj se pa menjate. Isto, če imaš enega, recimo jaz kot lastnik podjetja, imam kakšnega direktorja, ne? Tisti direktor je v določenem mestu lahko dober, ne? Do tiste faze, ne? Do milijon evrov prometa, potem rabiš drugega direktorja, ker ima podjetje mogoče kasneje izkušnje na drugem področju. Sploh ni problema v tem, ne? Spomnila sem se kolegice, ki ima tudi zaposlene in je rekla, ravno glede izobraževanj, da veliko stanejo, če pa že, pa navadno se zgodi, da izobrazi svoj kader, potem pa grejo na svoje. Kaj pa v teh primerih? Vložiš v nekoga, on pa potem gre. Jaz mislim, da recimo zamenjava zaposlenih, seveda, če imaš pravo ekipo, ne, potem ne bo kar tako hitro šli v stran, no. Če imaš neko jasno vizijo, pa da imaš urejene stvari, če pa nekdo želi nekaj iti na svoje, pa ne gre, ne, se ni problem. Če se ne vidi tukaj, pač se ne vidi, ne. In pa ena stran je pa boljše, da s tem podjetjem tudi mogoče sodeluje kot zunanji partner. Se ne rabi biti zaposlen v podjetju, ne. Recimo, mi smo enega mislili zaposliti v našem podjetju, in on je imel v bistvu že prej 12 let podjetje. In se ni najdel, da mogel ob 8 zjutraj začeti delati in tako naprej. Se lepo dogovorili, če gledaj, ti imej svoje podjetje, ne, in pač skupaj delamo kot zunanji partner, ne. On ima svoje podjetje, lahko se stane tudi do 10, ne, ampak pač on je odvisen od prometa, ne. In pač ima kot neki del, kot neke mini franšize, ne, in dela s tabo, ne. In ni problem, lahko tudi na ta način delamo, ne. Če pa oni sploh ne vidi neke skupne vizije, ne, ali pa recimo, da vidi, da direktor tudi ne raste, to je lahko problem. Lahko se zaposlen ful razvija, podjetnik pa ne, podjetnik pa trd, ne, in ne vztraja pri svojih prepričanjih. To pomeni, da se ne izobražuje sam. Tudi podjetnik, pa seveda mora iti na svoje, ker on se več ne bo dobro počutil, ne. In je fajn, da tudi sodelavec, če vidi tukaj, ne vidi nekega razvoja naprej, da gre svojo pot, nič narobe s tem, ne. Če se podjetnik raste, potem bo manjša verjetnost, da bo on šel na svoje, ker ve, da bo mogel konkurirati z onim podjetjem, ne. Konkurirati, pomeni večina, 80% denarja za oglaševanje bo ta manjši porabo za tisto podjetje, kar je uspešno. Tudi eni delajo napake, mislijo, da bi bolje šlo, če bo šli na svoje. To se zgodi, da ne, večina jih propade, ne. Boljše je, da skupaj enega podjetja, če ima to zdravo temelje, seveda, ne. In da skupaj rasteta, pa da ima en del samo, lahko podjetnik kot zunanji, ampak skupaj pa čisto njihove produkte uporabljajo, marketing njihov koristi in tako naprej, kot neka franšiza, no. Ja, zelo zanimivo. Pogovor sva zapeljala bolj v bistvu zdaj v poslovne vode, glede na to, da gre oddaja k koncu samo, ali lahko poveste, kaj v bistvu opisujete v knjigi, kakšne koristne nasvete lahko še dobijo splošni gledalci, torej nekaj sva omenila prihranek, verjetno opisujete limit, zmanjšajte ga, ne? Spet, krediti so lahko dobri, če usmerjamo denar v neke dobre stvari. Kredit je lahko slab, spet odvisno. Limit je lahko slab, lahko pa spet dober. Recimo, ko smo rekli, da kupujemo kvalitetne izdelke, recimo, da kupujemo manj, pa tiste kvalitetne. Recimo pri ogrevanju, ko sem že omenil, pač teren definitivno IR panelov, ker je investicija 2 do 3-krat manjša, poraba malo višja, s tem IR regulatorom pa celo enaka kot toplotna črpalka. Potem seveda, ko odnosi, navezanost, bolj ko smo navezani na stvari, potem težave. Bolj ko na težave gledamo z nekim strahom, manj imamo denarja, manj povračujemo. Težave niso nič slabega, to je izziv, pač moramo živeti. Bolj ko smo v nekem zavednem stanju, v bistvu razburkano življenje bolj živimo. Bolj ko smo v nezavednem stanju, ko nas vodi v bistvu v mediji, bolj smo nesrečni, bolj smo v nekem kalupu, manj živimo.
Nič narobe, če so težave, ne? Samo pač odvisno, kako se odzivamo na težave. Danes smo torej slišali, kako razmišlja v bistvu vodja, direktor, sicer podjetja EcoSen, ki smo ga tudi povabili v studio in ki izobražuje, torej kako spremeniti miselnost, kako delovati tako v podjetju kot tudi doma. Na tej strani v knjigi piše, ne, narediti finančni načrt, pisati. Gost je pred oddajo rekel, jaz sem si včasih vse pisal po tabelcah. Če bi želeli imeti to knjigo, nekaterim gledalcem, seveda verjetno ne vsem, odvisno od števila, jo bo tudi podaril. In sicer pišite, povprašajte več na info@ecosen.si ali pa na 080 30 10. Torej, zakaj smo brez denarja in kje je tisti čas, ki ga porabimo. Potrebno se izobraževati, kot smo danes slišali. Več lahko še preberete na ecosen.si. Mojemu gostu pa se za danes zahvaljujem. Ampak kar se tiče samega podjetništva denarja, bi marsikaj lahko dodala tudi Teodora, ki se ukvarja tudi s podjetniško astrologijo. Zdaj v drugem delu oddaje bo tudi samo nadaljevala to temo. Pogledala bo vzorce, kje se ustavijo, ampak Teodora, to je vaše področje, zato prepuščam besedo, dovolite pa samo napoved za jutri. Jutrišnja tema bo ženske nad 40 plus. Kaj se dogaja v posameznem obdobju in da je to obdobje, v katerem se da dobro živeti, samo spremeniti je treba tudi miselnost in delati na sebi. Koristne oddaje so, tako da ostanite z nami zdaj tudi s Teodoro.